Dober dan in lep pozdrav vsem, ki ste me pripravljeni poslušati tudi na ta način, do katerega je prišlo, ker imam ob sredah, dopoldne in popoldne predavanja in predavanja za študente ne smejo odpasti. 19. stoletje, v katerega sredici je kot pomlad narodov poimenovano revolucionarno leto 1848, bi lahko pravzaprav v celoti imeli za stoletje prebujanja narodov. A proučevanje naroda je težavna zadeva. V knjigi Nacija in nacionalizem po letu 1780, ki velja iz leta 1983 za prelomno delo v sociologiji naroda, nacije in ljudstva, je Erich Hobsbawm takoj na začetku zapisal, da ve, kaj je nacija, če ga o tem ne sprašujejo. Takoj, ko je vprašan o tem, pa ne ve več. S tem je povzel misel svetega Avguština, ki pa ni bila o naciji, ampak o času. Težave dobro ponazarja tudi naš Fran, ko predstavlja pomen slovenskih besed narod, nacija in ljudstvo. Vsaki od njih odmeri njen razlikovalni pomen. Narod je označen kot skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest. Nacijo označi kot državni narod, torej narod, ki ima svojo državo. Ljudstvo pa je skupnost pripadnikov določene države kot demos ali preprosti, manj izobraženi del prebivalstva kot populus. Toda, temeljna oznaka naroda, skupnost ljudi, ki in tako naprej, se ponovi tudi pri naciji kot njena osnovna karakteristika in pri ljudstvu kot njegov tretji pomen v javni jezikovni rabi. Se pravi, trikrat imamo enako opredelitev ali celo isto opredelitev za tri različne besede. V rabi teh besed imamo opravka z razlikovanjem in nerazlikovanjem torej. Gre za preplet jasnosti in nejasnosti, ki se izraža tudi v teorijah naroda, nacije in ljudstva. Za dodatek se brez jasnega razločka uporabljata v angleškem jeziku tudi besede nation building in state building, narodotvornost in državotvornost, kar zastavlja teoriji vprašanje, kako narod nastane in kako je njegov nastanek in obstoj povezan z ustanavljanjem države. Zadevo lahko začnemo na začetku, recimo, diplomatske in politične modernosti pri Vestfalskem miru in pogodbi, do katere pride po 30-letni vojni, 1618 do 1648 je trajala, ko sta nastali dve pogodbi na Vestfalskem. Prva je za vse akterje vojne uzakonila načelo cuius regio eius religio, da torej vladar izbira državno vero, vendar s tem ne preganja drugih, predvidoma zaradi tega manjšinskih krščanskih skupnosti v svoji državi, pri čemer priznavajo možnost izbire samo med katoliško, luteransko in kalvinsko veroizpovedjo. Druga pogodba naj bi pomenila začetek mednarodnih odnosov, ker so pogodbenice sprejele nedotakljivost državnih meja in nevmešavanje v notranje zadeve druge države, torej tisto načelo, ki velja še danes in zaradi katerega Evropska unija recimo nasprotuje napadu Rusije na Ukrajino. Z drugimi besedami, nacionalna država odtlej nastopa kot suverena oseba v mednarodnih odnosih. S tem pa se zastavi tudi vprašanje, ali je prej jajce ali kura. Ali je prej nacionalna država in potem narod kot njena posledica, ki jo nacionalna država na nek način konstruira, ali pa je narod že od večnosti dalje in začne zahtevati svojo državo takrat, ko postanejo nacionalne države način nastopanja v mednarodnem prostoru. In nacionalna država je torej nekaj, k čemu sleherni narod že sam po sebi stremi. Gremo najprej k Ernestu Renanu, teoretiku nacije, naroda, ljudstva 19. stoletja. Neodnivost 19. stoletja na posplošeno vprašanje o narodu, naciji in ljudstvu in nacionalni državi je Renan prekinil s predavanjem na Sorboni, kaj je nacija, je bil naslov tega predavanja iz leta 1882. Med znanimi krilaticami še danes odmeva tista o narodu kot vsakodnevnem plebiscitu. Plebiscitu namreč ljudi o pripadnosti ali nepripadnosti narodu. In o tem, da pripadnost narodu sloni tako na tem, kar ljudje pomnimo, kot tudi na onem, kar pozabljamo. Poglavitni moment pozabe je po Renanu dejstvo, da so vsi narodi pridobili državo in s tem suverenost z dejanji nasilja. Temelj naroda ni rasa po Renanu, torej biološki, in niti enotne etnične osnove iz preteklosti, ampak je rezultat vsakodnevnega mešanja in nečistosti skozi stoletja.
Začetek francoskega naroda tako vodi Renan v pokolu Provansalcev v 13. stoletju in v Šentjernejski noči, ko pobijajo tisoče protestantov hugenotov v Parizu in po vsej deželi. V francoskem primeru pride do poenotenja v narod in nacijo v francoski revoluciji in pod Napoleonom, kot pravi Renan, ko se med seboj različne skupnosti in razredi poenotijo v vseobsežno skupnost Francozov, ki predtem ni obstajala na ta način. Renanova teorija naroda je torej konstruktivistična. Narod je konstrukcija, izdelek zgodovine, in sicer moderni izdelek moderne zgodovine, nekaj zgrajenega, narejenega v modernem času, kar prej ni obstajalo in zato ni narojen, čeprav na to kaže njegovo ime, ampak je izdelan iz sestavin, od katerih se nekatere res najdejo že v predhodnem zgodovinskem razvoju. Preskočili bomo dobrih 100 let, pravzaprav natančno 100 let do Ernesta Gellnerja. Njegovo najvplivnejše delo je knjiga Nacija in nacionalizem iz leta 1983, ki predstavlja začetek obdobja nastajanja teorij nacije in nacionalizma v 20. stoletju. Torej, dolgo je trajalo, predtem so delovali najrazličnejši nacionalizmi, teorij pa ni bilo kaj zlasti ne novih. Gellnerjev vpliv je bil toliko večji, ker se je kot izrazito liberalni avtor po svojem usmerjanju in prepričanju kritično opredelil do prevladujočega pogleda v liberalizmu, da je narod star kot zgodovina, kar pomeni, da je pravzaprav narodna identiteta nekaj zastarelega in predmodernega, kar je zapisano propadu in izginotju v razvoju modernosti. Tako je mislijo narodu liberalizem, v nekaterih pogledih se je to recimo prekrivalo tudi s pogledi socialnih demokratov in komunistov na narod, ki je nekaj, kar dobi enakopravne pravice za to, da počasi izgine. Narobe, trdi Gellner, narod, nacija, ljudstvo ne bo izginilo in to pravi seveda še v pravem času na začetku 80. let, torej pred začetkom nove pomladi narodov na vzhodu Evrope. Ne le, da narod nacija ni nekaj večnega iz preteklosti, ampak je nastal šele v moderni dobi in je povezana z nastankom nacionalnih držav in prekritje z državo je jasno vidno tudi pri opredelitvi državnega jezika, pravi Gellner, jezika, v katerem država posluje in v katerem morate z njo poslovati, kar smo recimo videli, da uvede Ludvik XIV. Že v Franciji kot državno francoščino, ki je bilo treba šele ustvariti in določiti, kakšna da je. Druga povezovalna točka med nacijo in državo je obvezno splošno izobraževanje, se pravi, da je narod ali nacija na nek način proizvod tudi obveznega izobraževanja, ki prinaša poleg jezika tudi vzgojo v pripadnosti državi in njeni politični ureditvi. Boj za jezik v šoli, da malce skočim na drugi del, seveda sicer na moje predstavitve, je tudi pri nas, kot vemo, v 19. stoletju, eden od poglavitnih momentov, zaradi katerega lahko rečemo, da nismo imeli samo čisto kulturnih bojev, ampak vendar je tudi politične, kajti jezik v šoli je čisto politično vprašanje. In leta 1895, če dam značilen primer kot ilustracijo, je zaradi pouka na prvi celjski gimnaziji v slovenščini odstopila celo avstrijska vlada. Zaradi uspešnega boja Slovencev in zato, ker je bila avstrijska vlada seveda usmerjena nemško-nacionalistično. Elementi Gellnerjeve teorije so naslednji. Formalni sistem izobraževanja kot podlaga nacij, kulturna homogenizacija, upravljanje skupnosti iz središča z birokratskim nadzorom, standardizacija državnega jezika, nacionalna identifikacija v abstraktno skupnost, kulturna podobnost kot podlaga politične legitimnosti, anonimnost družbenih razmerij. Če povzamem, modernizirana skupnost države, to je to, kar je narod oziroma nacija. Erich Hobsbawm, ki smo ga na začetku že omenili, objavi leta 1990, na koncu 80. let, knjigo Nations and Nationalism, Nacija in nacionalizem, po letu 1780, ki jo uvaja s prispodobo o prihodu vesoljcev na zemljo. Če je bil prej Avguština, ima zdaj vesoljce na zemlji, ki se v knjižnici skušajo informirati, kaj je narod in ne morejo priti zadevi do dna. Poudari, da teorije nacije razen Renana v 19. stoletju pravzaprav ni. Po prvi svetovni vojni pa ob pravici narodov do samoodločbe pri Leninu in Wilsonu, da narodi niso stari kot zgodovina, je nov prispevek pač k teoriji nacije. Beseda, ki označuje nacijo, nation, se pojavi v 18. stoletju šele, s tem pomenom. Med avtorji, ki so
od 60 let prejšnjega stoletja dalje, kaj bistvenega prispevali k teoriji nacije, poleg že omenjenega Gellnerja. Govori tudi o Miroslavu Hrohu, torej Čehu, ki se je ukvarjal s srednjo, vzhodno in južno Evropo, in seveda tudi o Benediktu Andersonu, ob Hobsbawmu Invention of Tradition, izum tradicije iz leta prav tako 1983. Hobsbawm dokazuje, da so starodavne tradicije angleškega naroda, ki ne bi bile najstarejše in dolgo hranjene in ohranjene, bile v resnici izumljene in izmišljene v 19. stoletju. Torej, povsod v teorijah nacije prevlada konstruktivizem. Torej ta, ki trdi, da je nacija narod posledica konstruiranja in nepriznanja nečesa, kar je obstajalo že pred modernizacijo socialne in politične skupnosti. Narod, ki obstaja, se prepozna kot narod za nazaj. In zdaj gremo že tudi mimogrede omenjenemu Benediktu Andersonu. The Imagined Communities, zamišljene skupnosti, knjiga, ki je prevedena v slovenščino o izvoru in širjenju nacionalizma, prav tako iz leta 1983, torej je bilo nekako prelomno leto, ne imenuje nacije za namišljeno skupnost, pa tudi za zamišljeno, kot imamo v slovenskem prevodu, pravzaprav zatopljeno v misli, v tem pomenu ne, ampak jo ima za skupnost, ki je nastala na osnovi zamisli, da ne obstaja. Torej, to je njegova oznaka konstruktivizma, vendar ne s kakim miselnim naporom, kar sicer sugerira slovenski prevod, ki je izsiljen zato, ker nimamo dobrega prevoda za imagined, kajti angleški za nas neprevedljivi izraz imagined, proizvod imaginacije. Narod je proizvod imaginacije, ne zamišljanja, ne mišljenja. Gre torej za upodabljanje. Se pravi, smo tam, kjer je bil Levstik v 19. stoletju, z zahtevo, da mora videti Slovenec Slovenca v literaturi kot v ogledalu. To je ta imagined. In ta imagined deluje pomislite v 19. stoletju, ko je večina ljudi pravzaprav še nepismena. Ne. Morate se videti v ogledalu in s tem spoznate, da ste narod. Tudi prispodoba priti do svoje podobe, ki deluje v slovenski poeziji, o narod moj, ne, je prav tako iz tega istega registra. Treba je priti do podobe z imaginacijo, da se zmoreš utelesiti v simbolih vseh vrst, ki konstituirajo in konstruirajo nacijo. Se pravi, da vsi ti procesi, tudi kulturni, ne, prehajajo v neke vrste politično dejavnost, ki omogoča, da se ljudje prepoznamo kot narod med seboj in v podobi, v kateri se prikazujemo sami sebi. Pomislimo recimo na Ivana Hribarja, ljubljanskega župana, ki je zaukazal slovenske napise na vseh izvezkih v mestu in predpisal velikost, ki je nekajkrat nad nemškimi sonapisi. To je upodobitev nacije. Ko vidiš te velike napise, veš, da si tu gospodar. To je način, kako se nacija utelesi v prostoru in seveda tudi v imaginaciji, tudi v šoli, v pripovedih in tako naprej. V neko prisotnost, ki jo vsi vidimo. Anderson predraga takole definicijo naroda. Narod je zamišljena, imagined, politična skupnost. Zamišljen je hkrati kot notranje omejen in kot suveren. Zamišljen je zato, ker nihče ne pozna vseh svojih sonarodnjakov in si mora zamisliti to skupnost, ker je nima pred seboj fizično, ampak ravno v teh simbolnih podobah, in pa se vendar ima za skupnost. Omejen je zato, ker ima še največji narod svoje meje, za katerimi se začenjajo drugi narodi. In ni usmerjen k temu, da bi vse človeštvo postalo en narod. Je tudi suveren, ker sanja in si potem ustvarja iz teh sanj, iz teh podob in tako dalje, lastno nacionalno državo, kot območje svobode, razumljene kot oblast, ki pripada narodu. Katero, če gremo k drugemu delu te predstavitve, teorijo ali vsaj konceptualno podlago lahko uporabimo za slovensko 19. stoletje. Iz tistega, kar že imamo, ničesar ne bomo izumljali tu. Vse obsežne teorije in koncepti ponavadi jemljajo za osnovo prvopristopnike, torej tiste narode, ki so že obstoječo državo iz fevdalne države medosebnih vezi in vezave na zemljo in fevd, na gospodarja, spremenili v nacionalno državo. Sem sodita gotovo Francija in Anglija, že iz 17. stoletja. Slovenski narod ni med njimi, ki so šli graditi nacionalno državo že v 17. stoletju, pa tudi pri njih, teh prvopristopnih, jih ni tako lahko potegniti meje med prednacionalno etnično skupnostjo in iznajdbo nacije kot politične skupnosti. V našem primeru nekoliko na grobo bi lahko dali za primer Valvazorja 17. stoletja in Linharta iz 18. stoletja. Valvazor je nedvomno krajinski domoljub in nedvomno ni slovenski nacionalist.
Linhart svojo zgodovino v nemškem jeziku pa bi rad opredelil nacijo, ki sodi skupaj in ima s tem precej težav. Hkrati pa mora, da bi temu ustregel, uporabiti Herderjev pogled na narodotvornost, ki pravi, narodi so stari kot zgodovina, vsak ima drugačen jezik in kulturo in ju hrani skozi celo svojo zgodovino in razvija, soustvarja, napreduje in naloga naroda je, da s pomočjo obojega svojo drugačnost od vseh drugih narodov izrazi v svoji kulturi. Herder torej govori o kulturnih narodih in narodih kulture predvsem, seveda pa tudi o tem, da imajo pravico do svobode, da lahko izrazijo sami sebe in jih ne sme nihče pri tem ovirati, kajti vsak narod, ki se ne more izraziti do konca zaradi nasilja drugih nad seboj, je izgubljen za celotno človeštvo. Veličina človeštva je v tem, da nabere vse kulturne izraze z vseh možnih narodov in nacij in pri tem ima Herder v mislih tudi tiste, ki so jih odkrivali na drugih kontinentih, osvajalci in tako dalje. Jasno, za tak namen zgodovina vladarjev in vojska ni prikladna. Zato Linhart piše zgodovino, izide v letih 1788 do 1791, tu živečega ljudstva, ki ga je kmalu zatem lahko poimenovalo, naslednja generacija lahko poimenovala slovenski narod. Pri Linhartu je ena od variant, vključno z mejami, ki se spreminjajo, a smo samo na Kranjskem, a smo tudi na Štajerskem in Goriškem, ali tu ne pripadamo zraven še tisto, kar je na meji s Hrvaško, vojna krajina in tako dalje, ali pa bi se vsi Slovani kar preprosto združili in bi bilo takoj več kot Nemcev. To je vprašanje, ki se odpira Linhartu, ko piše svojo v nemščini napisano zgodovino. 19. stoletje je s tem pospremljeno v narodotvornost, ki se razteza čez celotno stoletje. Zahteva po zedinjeni Sloveniji z revolucionarnega leta 1848 je zunanji politični združevalni glas, ki spregovori tudi v Zdravljici in sonetnem vencu že pred nastankom zadeve z zedinjeno Slovenijo, z nekaj pridušenosti, pa tudi pri Blajvajsu in njegovih, ki si prizadevajo za praktične poteze v prid preživeti ljudstva na teh tleh po letu 1848. Po revoluciji je sprva zatiranje take političnosti nacionalne, namreč pri vseh avstrijskih nacijah, razen pri nemški, zlasti v obdobju Bachove strahovlade, o kateri poroča Janez Trdina, potem pa sledi vzpon, ki doseže politični vrh v taborskem gibanju. To izrazi enotno platformo narodotvornega in državotvornega slovenstva, ki jo sprejme Ljutomerski tabor, eden prvih leta 1868. To je vredno ponovno poslušati, kaj so na tem taboru sprejeli. Množično, bilo je kakih 8 do 10 tisoč ljudi. Tukaj zbrani slovenski narod soglasno izreka, da v 19 državnih osnovnih postav ne najde poroštva za ohranitev in gojitev svoje narodnosti, dokler ne bode. Slovenski jezik na slovenskem izključno uradni jezik, dokler se ne bo v ta namen na slovenskem nemudoma določil rok, in sicer pol leta, do katerega morajo vsi uradniki znati slovensko besedno in pisno. Cerkvena vlada naj uraduje in pridiga v slovenskem jeziku. Slovenščina naj postane učni predmet, pouk naj poteka v slovenščini. Slovenci naj se združijo v zedinjeno Slovenijo. Zgradijo naj se slovenske realke, gospodarske šole, ter naj jih zavodi vzdržujejo. In posamezne dežele naj dobijo večjo samoupravo. Naslednji korak po obdobju slogaštva, ki ga prekine Mahnič svojo ostro intervencijo, je, ker je bilo to znova dovoljeno, bil tik ob koncu stoletja ustanavljanje strank, katoliške, liberalne in socialdemokratske ene za drugo. S tem je bil proces opredelitve slovenskega naroda priveden do intelektualno-kulturnega kroga, s katerim se je začel, razsvetljencev, do javne politične opredelitve naroda samega, ki se je na taborih prepoznal kot politična skupnost. Vižmarski tabor, eden na drugem koncu zadnjih, po Ljutomerskih leta 1868, je imel že 30 tisoč udeleženk in udeležencev. V 70 letih prejšnjega stoletja je prišlo do dveh teorij pojasnil narodotvorne dejavnosti pri Slovenci. Zdaj govorimo o 20. stoletju, dveh teorijah. Pirjevčeve in Ruplove, ki sta si med seboj skladni in podobni. Če primerjamo argumentacijo za ustanovitev nove nacionalne države pri različnih narodih, nimamo boljšega obdobja, kot je bil zlom vzhodnoevropskega socializma po padcu Berlinskega zidu 1989. leta. Če vzamemo v roke prvi novi ustavi suvereni Hrvaške in Slovenije, bomo v preambuli uvod v pravico do nacionalne države, ki kasneje iz objav seveda odpade, bi pa je sprejet pri sprejemanju kot uvod, ki vodi do tega, zakaj imamo pravico imeti svojo lastno ustavo.
bomo naleteli pri Hrvaški na dolgo in zapleteno historično pravno pripoved o hrvaški državni suverenosti skozi srednjeveška in novoveška stoletja, pri slovenski preambuli pa na kratko besedilo. Velja ga prebrati tokrat spet. Izhajajoč iz temeljne listine od samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije Ustavo Republike Slovenije. Ta preambula je kratka in se sklicuje na pravice, ki so moderne pravice, pravice, ki izhajajo iz teh teorij, o katerih smo govorili predtem, in pravzaprav predstavlja pristop, ki pomeni konstruktivistični odnos do naroda in njegove pravice do države. Tu ni sklicevanja na predhodne državne tvorbe, ker nobena ne velja za našo, ampak le na boj za narodno osvoboditev brez naštevanja vojn, bitk in državnih pogodb, ker jih bodisi niso primerne, kot da nimo bi bilo tede primerno govoriti o tem, da smo po lastni odločitvi šli tako v prvo kot v drugo Jugoslavijo in imeli na koncu prav v ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1974 zajamčeno pravico do samoodločbe republike, ki je v preambuli abstraktno omenjena, ne pa konkretno kot akt te ustave. Utemeljevanje osamosvojitve, pa tudi že prej zedinjenja in avtonomije, je šlo po poti jezikovne samobitnosti in svojske kulture. Od to dve opredelitvi slovenskega naroda, ki povezujeta preddržavni narod z nacionalistično zahtevo po državi in njeno realizacijo. Pirjevčeva prešernovska struktura in Ruplov slovenski kulturni sindrom. Prešernovska struktura pomeni, da je obstoj nacije odvisen od ustvarjalne moči poezije oziroma književnosti ali kulture nasploh. Pri tem Pirjevec vidi dva procesa. Tok kibernetičnega, danes bi rekli računalniškega z umetno inteligenco vred, upravljanja, ki razvrednoti poezijo kot ustvarjanje naroda, in drugi, ki etnos razume kot etos, torej narodno, narojeno kot etično, in poezijo kot ustvarjalnost, ki ustvarja narod. In s tem v razvrednotenju, ki ga prinaša kibernetika, vidi ta drugi pristop v kibernetiki izgubo etičnega odnosa do sveta. In s tem izgubo podlage za upravičenost naroda kot osnove celotne politične strukture nacionalne države. Ruplov sindrom pa je v tem, da ob odsotnosti lastnih političnih institucij pride pri nas do izoblikovanja kulturnih institucij, ki nadomeščajo politične. Bojujemo se, poleg šolstva, za ustanovitev muzejev, galerij in tako dalje, skratka vsega tistega, kar so kulturne institucije, gledališče in tako naprej, ki nadomeščajo boj za lastno državo. Kritiko obeh je razvil Marko Juvan, ki dokazuje, da taka struktura oziroma sindrom, kot pri Pirjevcu oziroma Ruplu, ni slovenska posebnost, ampak značilnost cele vrste narodov, ki jim je polje kulture nadomeščalo odsotnost lastnih političnih institucij. Kar se tiče 19. stoletja, bi po mojem mnenju kazalo kritiko razširiti tudi z navajanjem procesa nastajanja političnih institucij proti koncu stoletja, ne le iz civilno-družbenih in nikakor zgolj literarnih ali umetniško-kulturnih ustanov. Obstajale so takrat že tudi ekonomske, finančne, ampak predvsem gre seveda tu za tisti čas omenjen mogočno taborsko gibanje in izoblikovanje političnih strank, ki so zanesljivo politične institucije in volijo Slovence v državni dunajski avstrijski parlament, še pred zaključkom stoletja. Vse te institucije, vedno bolj odkrito politične, kolikor je to monarhija dovoljevala, predvsem pa vse po vrsti slovenske proti nemški. Politika nastopa v polni postavi takrat, ko je slogaštva, ki smo ga omenili, konec. Vsi smo Slovenci, moramo držati skupaj, je bilo takrat geslo. To geslo se pojavlja še danes kot geslo, ki pravzaprav ukinja političnost institucij republike in demokracije. Juvanovo kritiko pa lahko počrtamo s sodobnimi teorijami obstanka in razvoja narodov brez držav. Zdaj smo nazaj pri Miroslavu Hrohu, češkem teoretiku, ki je zahodni evropski znanosti slabo znan, slabo prevajan, čeprav je nekaj malega prevoda v angleški jezik kasneje, v zadnjih desetletjih, 20 letju, že doživel. Kot je bila prej
Zahodna Evropa je tudi zdaj vzhodna Evropa, pri tem pa je njegova teorija nastajanja, izoblikovanja in uveljavitve nacije tesno povezana zlasti z nezahodnimi nacijami, posebej vzhodnimi. Torej, njegova univerzalna teorija skuša vzhodne nacije, njihovo narodotvornost vključiti v splošno teorijo nacije, ker je po njegovem mnenju ta dotedanja teorija nacije, o kateri smo govorili, od Renana do Benedikta Andersona, predvsem videla, tudi v glavnem to priznavala, samo zahodne nacije, največkrat celo samo svojo lastno nacijo, iz katere je teoretik izhajal. Knjiga V nacionalnem interesu, zahteve in cilji nacionalnih gibanj 19. stoletja v primerjalni perspektivi, ki je v češčini izšla že v več izdajah, vsebuje teorijo procesa, ki vodi do etnične skupnosti, od etnične skupnosti k nacionalni skupnosti. Tipološke značilnosti teh procesov prinaša predpostavke in ustroj jezikovnega programa združevanja v nacijo. Govori o političnih predpostavkah in ciljih procesa opolnomočenja nacije in o interesih nacionalnih manjšin in njihovih ciljih. Zato je seveda čudno ne samo to, da niso prevedli njegovih tekstov na Zahodu, vsaj na dovoljšni meri, ampak tudi v slovenščini jih nimamo. Čeprav gre za teorijo, v kateri je Slovenija navedena kot ena od tistih, za katere posebej veljajo njegovi pogledi in raziskave. Glede nastanka in etnične skupnosti se Hroh ne strinja z Ernestom Gellnerjem, ki opredeljuje nacionalizem kot proizvajalca nacije iz etničnih okruškov. Hroh ugotavlja, da je nacionalizem načelo, ki nastane v modernosti, tu se strinja, in ga preteklost ne pozna, pa vendar ni mogoče trditi, da narodi niso obstajali kot skupnosti jezika in kulture že pred modernostjo. Kar je seveda zelo značilno za srednjo, vzhodno in južno Evropo, manj pa za te prvopristopnike nacionalne, kot smo jim rekli čisto na začetku. Proces nastajanja in uveljavljanja nacije se začenja z obstojem etnične skupnosti oziroma naroda, da bi se v Evropi zlasti v 19. stoletju prelevili v nacijo kot značilno in nujno tvorbo, ki nastane v modernosti, ter ustvarili bojno polje nacionalizmov, pri čemer gre za legitimiranje nacije kot izvora političnih pravic, da bi se v teh bojih in pri izoblikovanju nacionalne države nacija postavila v vlogo usmerjanja in vodenja politične skupnosti. Kot pravzaprav nekaj dvojni suveren, seveda demokracija z vladavino demosa, ljudstva, pa hkrati seveda vladavina nacije, ki si je ustanovila svojo državo in daje drugim nacijam, manjšinam v svoji državi enake pravice, če je demokratična. Hroh je naštel kakih 30 evropskih nacij brez države, od katerih so nekatere nekoč na svojem ozemlju imele historične državne skupnosti, druge pa še nikoli. Slovenci smo tisti, ki še nikoli, do sodobnosti. Izoblikovanje in utrditev nacionalnega interesa kot vodila pri zahtevi po nacionalni državi gre skozi 3 faze, A, B in C. Potem je Hroh tudi najbolj znan po teh fazah in jih dajmo malo opisati. Faza A je obdobje raziskovalnega zanimanja za narodov jezik, preteklost, kulturo, življenjsko sposobnost in določene značilnosti enkratne imenitosti ozemlja, na katerem živi. Faza B je čas nacionalne agitacije, ko se učena in omikana elita iz prejšnje faze raziskovanja obrne k narodni skupnosti z razsvetljenskim pristopom, kjer prvo podobdobje prinese tudi soočenje med narodništvom in zahodništvom, sklicevanje nacije v skupnosti po meri ljudskosti, tudi jezik naj bi izhajal iz tega, da prisluhnemo, kako govorijo navadni ljudje, kako govorijo močni, primerni, slovensko zagledani kmetje, kot pri nas Levstik, ali sledenje tistemu, kar so velike evropske nacije že dosegle, kar pri nas predstavlja v tem spopadu s Levstikom Stritar, ki ta spopad zgubi. Ne omenim še primer Grkov, ki so bili pravzaprav ena prvih nacij, ki so prišle do svoje države v modernosti, že na začetku, prvi polovici 19. stoletja. Pri Grkih je ves čas vprašanje, ali se nanašajo na antiko, kot tisto, na kar se nanaša celotna, pravzaprav sodobna Evropa kot svoje izhodišče, in iz te antike, ki pripadajo kot Grki, izhajajo v pravico do samostojne nacije, ali ne izhajajo konec koncev iz pravoslavja, zlasti bizantinskega, iz Bizanca, ali ne izhajajo iz svoje lastne ljudskosti, ki je edina ostala čista. Oni imajo 3 možnosti, za razliko od nas, v glavnem imamo 2. Tako da narodi imajo dostakrat potem dileme, kje postaviti tisto izhodišče tradicije, ki je seveda namišljena v smislu imagined tradition. In faza C, ko pride do množičnih nacionalnih gibanj, katerih zahteve segajo od združitve v avtonomno politično regijo do ustanovitve lastne države z lastnim prebivalstvom na lastnem ozemlju.
Kadar je slednji proces uspešen, se zaključi z ustanovitvijo suverene nacionalne države, državne nacije. In ko je do tega prišlo v tem obdobju konca socialistične povezave v tej varšavski skupnosti in tudi do konca Jugoslavije, torej v letih 89, 90, 91 prejšnjem stoletju, je to ustanavljanje suverenih nacionalnih držav, na katerega meri Hrohova teorija nastopilo s tako množico primerov, da je bila Hrohova teorija pravzaprav naknadno za nazaj potrjena kot tista, kateri se treba obrniti in jo proučevati. Ko bi skušali opredeliti državo nacijo, bi dejali, da je država nacija, država državne nacije. Treba pa je tu omeniti tudi katalonsko teoretičarko Montserrat Gibernau, ki je z 2 knjigama odprla novo poglavje v razpravah o naciji, nacionalizmu in nacionalni državi. Nacionalizem in intelektualci iz leta 2000 in iz leta 2015 nacije današnjega časa. In tako kot večina teorij tudi ona ugotavlja, da je nacija proizvod modernosti, ki za moderno državo predvideva podlago v skupnosti, ki je povezana še s čem drugim, še večjim kot le golim državljanstvom. V ospredje je postavila povezavo med nastankom nacije in zahtevo po nacionalni državi, nation state, ter s tem odlačila nacijo kot skupnost usmerjeno k pridobitvi najmanj avtonomije in najraje suverenosti nacionalne države. Zato razlikuje med državnim nacionalizmom, ki je institucionalizirala ideologija nacionalne države, in nacionalizmom nacije brez države, ki se za državo še bojuje ali vsaj se bojuje za avtonomijo. Tisto, kar je za Montserrat Gibernau pomembno, je, da je potrjen obstoj nacije tisto, kar daje legitimno zahtevi po lastni nacionalni državi. Pravi, mora biti potrjen obstoj pred državo. Za nacije brez države, torej nacije, ki so se spostavile in proizvedle, niso pa uspele priti do lastne državne tvorbe, je specifičnost tudi v odnosu do državotvorno že uspešnih nacij, da intelektualna elita proizvede nacijo in njene kulturne, ekonomske in tudi politične zahteve, ki v naslednjem koraku lahko prerastejo v množično gibanje. Torej, ta univerzalna teorija, na katero namiguje Marko Juvan v kritiki zgolj na slovenstvo in slovenski narod, naslonjene in usmerjene teorije Pirjevca in Rupla, da se lahko Gibernau postavi že to dejansko univerzalno teorijo v letu 2000. Nacije brez države imajo bistveno drugačen dostop do moči od tistih, ki državo imajo. In to je tudi ena od gonil njihove zavzetosti za lastno državo. Prav pri nacijah brez države je najbolj jasno vidno, da gre pri nacionalizmu, naciji in nacionalni državi za dostop do politične moči. Da je to osnovna definicija države, ki izhaja iz nacije. Centralno mesto pri razvoju zahteve po politični moči nacije ima potencialna nacionalna elita, ki nastane, ker so intelektualni in umetniški krogi razočarani nad tem, kako obstoječa država ohranja njihovo skupnost, ker jo v bistvu ne ohranja in jo skuša pravzaprav asimilirati v večinsko državno nacijo. Zato se seveda odloči ta elita nacionalna, ki se bojuje za nacijo z nacionalizmom, proti integraciji v obstoječo državo nacijo. In se počuti izključeno tudi iz obstoječe državne elite v taki državi, ker jih ta obravnava kot regionalce podeželane, kot tisto, kar mora biti podrejeno in včasih tudi izničeno. Izhodiščni proces ustvarjanja in aktiviranja nacije povzeti iz analize katalonskega procesa, jasno, vendar Montserrat Gibernau dodaja tudi vpogled v nastajanje nacije v kolonialnih pogojih in postkolonialnih pogojih. V vseh teh primerih je nacija nujna sestavina modernizacije politične skupnosti in njene zahteve po državi nacij. To sestavino pa pri nacijah še brez države lansirajo kulturne elite. S tem imamo nek zaokrožen pogled tudi na to, kako se vse te teorije naše, domače in univerzalne na nek način stekajo v nekaj skupnih potez. Tisto pa, kar bi bilo treba Montserrat Gibernau in Hrohu še dodati, je za ves ta evropski nacionalni prostor, celo vključno z ruskim nacionalizmom, že prej omenjen značilen spor med 2 potema k razvoju nacionalne kulture in posledično tudi nacionalne države. Značilen pravzaprav za postkolonialno situacijo, prav tako kot za situacijo srednje, vzhodne in južne Evrope. Namreč naslonitev na radstvo ljudsko etično specifičnost ali pa naslonitev na modernizacijo naroda v nacijo po vzoru zahodnih, že izoblikovanih nacij in nacionalnih držav. Ta spor, ki slovi v ruskem okolju 19. stoletja kot spopad med narodništvom in zahodništvom, je prešel v kulturno in politično tkivo vseh teh skupnosti in obstaja še danes. Je torej univerzalen.
Hkrati je pa to tudi tisti spor, ki je produktiven, ker ti oba skupaj, narodništvo in zahodništvo, v resnici producirata nacijo. Ne eden na račun drugega, ki se ga uniči in izniči v nacionalnem procesu, ne, gre za to, da oba dva skupaj pravzaprav so ustvarjata to dvoumnost nacije, ki je hkrati modernistično usmerjena v napredek, ga je Zahod že pokazal, in hkrati je seveda obrnjena k temu, da najde svoje lastne korenine v lastni etnični predzgodovini in tudi v lastnem sodobnem narodovem obstoju. Vendar je vsem tem teorijam treba dodati še to, da v literaturi, ki prevzema funkcijo zastopanja nacije v podobi in opravlja posle, ki bi sicer pripadali lastnim nacionalnim političnim ustanovam v določenem začetku, določeni fazi, kot pravi Hroh, vse skozi in tudi v 19. stoletju hkrati pa v številnih istih osebah obstaja živa in dejavna politika v političnih ustanovah, politični javnosti in spolitizirani civilni družbi, ki jo nacionalizem pospešeno proizvaja. Ves čas se proizvaja tudi političnost in njene institucije, ker je nenazadnje potrjeno v osebnosti, veliki osebnosti, politika in kulturnega, literarnega in civilno-družbenega delavca Ivana Tavčarja. Hvala lepa.